večer in ponovno dobrodošli na Verouku za odrasle. Današnja tema bo zelo zanimiva, hkrati pa zelo obsežna. Župnik nam bo namreč spregovoril o dveh zapovedih, saj tak je načrt, in sicer o 5. in pa 6. božji zapovedi, ki pa sta mnogo več, kot se nam na prvi pogled dozdeva. In za ponazoritev, kaj pomeni zapoved ne ubijaj, bi kar začel z Jezusovimi besedami iz Matejevega evangelija. In sicer takole pravi: Slišali ste, da je bilo starim rečeno, ne ubijaj. Kdo pa ubije, pride pred sodišče? Jaz pa vam pravim, vsak, kdo se jezi na svojega brata, zasluži, da pride pred sodišče. Kdor pa reče svojemu bratu bedak, zasluži, da pride pred veliki zbor, in kdor mu reče norec, zasluži, da pride v peklenski ogenj. Torej, Božja zapoved ne ubijaj, torej ne pomeni zgolj in samo odzema življenja nekomu, pač pa tudi sama jeza, če je ta neurejena in pa nebrzdana, je v nasprotju s to Božjo zapovedjo. Kar pa se tiče 6. božje zapovedi ne nečistuj, pa je tudi ta precej bolj obsežna, kot se zdi na prvi pogled in torej se ne nanaša zgolj na spolno nemoralo. Tukaj bi pa prebral en odlomek oziroma to, kaj o zapovedi ne nečistuj pravi katekizem katoliške cerkve in o sami kreposti čistosti. Pravi takole: Čistost je naravna krepost. Čistost je tudi Božji dar, milost, sad delovanja duha. Sveti duh daje, da Kristusovo čistost lahko posnema tisti, ki ga je prerodila krstna voda. Obširneje o tem pa nam bo spregovoril, tako kot vedno, gospod Župnik, ki mu prijazno predajam besedo. Hvala lepa za prijazno besedo in povabilo. Čeprav smo že prebrali odlomek iz Nove zaveze, iz govora na gori, pa vendarle naredili še kratko molitev, zato da bi bili odprti za Svetega Duha, vi in jaz. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Gospod Bog, napolni nas z milostjo Tvojega Svetega Duha, da bomo odprti za njegove navdihe, da bomo slišali Tvojo besedo, da bomo premislili o svojem življenju in da bomo Tvoji dobri pričevalci in veseli pričevalci v tem svetu po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Tako, ja, v drugi Mojzesovi knjigi imamo, ko Bog daje zapovedi Izraelcem, imamo za 5. in 6. imamo zelo kratko. Ne ubijaj, klicaj, velevna oblika, se pravi skoraj vojaško bi rekel ukaz, in potem ne prešuštvuj, to je originalno, ne? Mi smo pa slišali že kratko Jezusovo besedo, ko to nadgraditi, kot pravi, nisem prišel nič od tega, kar je bilo rečeno, odpraviti, ampak dopolniti. Pa imamo ne nečistuj, ker je malo širše. Tako da bomo skušali danes po najboljših močeh se lotiti zapovedi ne ubijaj. Namreč govori 5. zapoved o spoštovanju človekovega življenja in seveda še širše življenje, ne samo človekovega. Človeško življenje oziroma vse življenje je v Božjih rokah. Večkrat beremo pri maši ali pa če beremo svetopismo, kako je Bog, ko je ustvarjal svet, dokler ni dal živega duha bitjem. Je bilo vse mrtvo, je bila še vedno neživa narava in neživa bitja. In Bog je torej tisti, ki daje življenje. Koliko bolj torej naše človeško življenje, ker je Bog nas ustvaril kot bitja, ki smo edina bitja na tem svetu, ki smo njemu podobna. Ne po rokah, ne? Pa po nogah, ampak po nesmrtnosti, po svobodi, po razumu.
In to je tisto, kar nas dela drugačne od vseh drugih bitij in smo veseli tega spoznanja. In to vsi čutimo, ne? Ker vsak človek se čuti drugačnega od drugih živih bitij, ne? Tudi če nam kdo reče kaj živalskega. Ne? Recimo osel, strašno smo užaljeni. Če nam reče vol, prav tako, ali pa opica. Zato, ker v svojem srcu čutimo, da preprosto mi nismo to, ampak smo nekaj neizmerno več. Da smo od Boga ustvarjeni po njegovi podobi. In to je tak velik dar, prav zaradi tega tudi lahko razmišljamo. Ne? In če pa človek enkrat v to področje Božjega, ko nam ga je Bog dal, torej življenje začne posegati, se pa postavlja v vlogo Boga. V vlogo Boga. In to je zelo, ali pa hoče Boga nadomestiti, Boga izrinta. Ne? Zato poznamo te znamenite stavke, če ni Boga, je dovoljeno vse. Potem kdo lahko, ker vemo, da se dogajajo vojne in ubijanja, pa kdo torej lahko odredi, da lahko kdo koga ubije? Ali ga ima sploh pravico kdo ubiti? Ali ga ima recimo sodnik pravico nekoga obsoditi na smrt? Ali ima vojak pravico koga ubiti? Ali ima mož pravico braniti svojo ženo pa otroke pred nekom, ki hoče ženo in otroke ubiti ali ne? Ali se ima torej pravico braniti? In potem, če je treba, tudi uporabiti tako moč, da lahko nekoga ubija, ne? Se pravi, pravico iz ljubezni do bližnjega, do bližnjih narediti en tak odločilni korak. Ne? Potem pa seveda imamo še druge. Ne? Ko država lahko sprejme po našem krščanskem prepričanju neke zakone, ki niso v skladu z našo moralo in z našo etiko. Recimo tudi splav, ki se ga bomo samo bežno dotikali. Ne? Ali se je zdaj zaradi tega, ko je splav dovoljen v naši zahodni družbi, število trpečih mamic zmanjšalo? Pa očetov, ker nekateri tudi očetje trpijo zaradi splavov. Ne? Ali pa se je povečalo samo število umorjenih otrok? Ne? To so zelo močna in zelo zahtevna in velika vprašanja, mimo katerih preprosto mi kot kristjani, kot dobro misleči ljudje, ne moremo. Ne? V Stari zavezi piše velikokrat, da je Bogu prijetno bivati med ljudmi. Ne? Bogu je prijetno bivati med ljudmi. In zato seveda takoj za zapovedjo ljubezni do staršev Bog postavlja zapoved ljubezni do življenja, ne? Ker starši v ta svet prinašajo življenje. Novo življenje, človeško življenje. Po našem trdnem krščanskem prepričanju starši s tem darom podarjanja življenja na nek način sodeležijo pri stvariteljski zgodbi dogajanju nebeškega očeta, Boga stvarnika. Ne? Morda bi sem kakšen ocvirk vam prebral, tako da boste lažje začutili. Človeška zgodovina in svetopisemska nam govori o mnogih vidikih spoštovanja življenja, pa tudi o ubojih. Znana je zgodba o Kainu in Abelu, vse poznamo, ne? In kako Bog potem Kaina sprašuje in ko človek namreč postane sovražnik, Marko je omenil sovraštvo, svojemu bližnjemu, ne? Kako je to boleče in naporno za človeka. In Bog izraža hudobnost bratomora, ko pravi, kaj si storil? Glas krvi tvojega brata vpije k meni iz zemlje. Zdaj torej bodi preklet proč od zemlje, ki je odprla svoja usta, da je prijela iz tvoje roke kri tvojega brata. Zaveza med Bogom in človeštvom je stkana iz opozoril na to, da je človeško življenje Božji dar in na človekovo nasilje. Prva Mojzes pravi takole:
Tudi za vašo kri, ki daje življenje, bom terjal zadoščenje. Kdorkoli prelije človeško kri, se bo po človeku prelila njegova kri, kajti po Božji podobi je Bog naredil človeka. Stara zaveza je na kri vedno gledala kot na sveto znamenje življenja. Zato pač velikokrat poudarja ta kri, pa tudi vemo, da je najbolj vidno, ne, če pride do kakšnega takega zločina. Svetopismo natančno opredeljuje prepoved 5. zapovedi in pravi: nedolžnega in pravičnega ne ubijaj. V govoru na gori pa Jezus seveda to da, ne, in to je Marko že omeni. In pravi, ko da to zapoved v spomin, pa pravi še: ne jezi se, ne sovraži in se ne maščuj. Še več, Kristus zahteva od svojih učencev, da nastavijo druge lice, da ljubijo sovražnike, ne pa da jih ubijajo. On sam se ni branil in je Petru dejal, naj meč vrne na njegovo mesto, ne? Nož v nožnico po domače. Potem imamo seveda več vprašanj, ki so zopet povezana s to zapovedjo ne ubijaj. Ne? Zakonita obramba. Zakonita obramba oseb in družb ni izjema od prepovedi uboja nedolžnega, kar je prostovoljni uboj. Dejanje obrambe mora imeti dva učinka. Eden je ohranitev svojega lastnega življenja, drugi pa je smrt napadalca lahko. Samo prvi je hoten, drugi pa ne. Ljubezen do samega sebe ostaja temeljno načelo naravnosti. Zakonito je torej, če kdo stori, da drugi spoštujejo njegovo Zakonito je torej, če kdo stori, da drugi spoštuje njegovo pravico do življenja. Kdor brani svoje življenje, ni kriv za uboj, tudi če je prisiljen, da svojemu napadalcu zada smrtni udarec. Sveti Tomaž je tak zanimiv bil tam v 13. stoletju, tako je rekel: kdor za obrambo svojega življenja uporabi večjo silo, kakor je potrebno, bo to nedopustno. Če pa silo odbija zmerno, bo to dovoljeno. In ni potrebno za zveličanje, da to zmerno obrambo opusti in se izogne usmrtitvi drugega, kajti svoje življenje mora človek bolj varovati, kakor življenje drugih. Ne moreš ti konec koncu tudi varovati druge, če pustiš, da te ubijajo, če rečem po domače. Ali bo samo gledal. Ne? Zato je zakonita obramba lahko poleg pravice tudi resna dolžnost tistega, ki je odgovoren za življenje drugega. Obramba skupnega blaga terja, da krivičnega napadalca pa ostavimo v takšen položaj, da ne škoduje. Pravi, če se ti braniš, ni cilj, pa tudi če veš, da je prišel, da te bo ubil. Ne? Tvoj cilj je, da njega ne sme biti tvoj cilj, da ga boš ubil. Ne? To je samo, bomo rekli, zadnje izhodišče, če druge možnosti ni. Na tej podlagi imajo zakoniti nosilci oblasti pravico, da tudi z orožjem odbijajo napadalca na civilno skupnost, zaupano njihovi odgovornosti. Zahtevi varovanja skupnega blaga ustreza prizadevanje države, da zadrži razširjanje takšnih ravnanj, ki žalijo človekove pravice in so osnovna pravila civilnega sožitja. Zakonita javna oblast ima pravico in dolžnost, da strogo nastopa z ustreznimi kaznimi glede na težo prestopka. Kazen ima predvsem namen popraviti nered, ki ga je uvedlo zlodejanje. Kadar krivec to kazen prostovoljno sprejme, ima le ta spravno vrednost. Kazen poleg tega, da brani javni red in varnost oseb, meri na zdravilne namene v mejah dolžnega, mora prispevati k poboljšanju krivca. Bom tole ugasnil, ker očitno nekaj ne štima, najbrž je spet došlaufal naše ozvočenje tamle. On se bo pa tako slišalo. To se pravi, kaj pomeni kazen? Kazen za nekoga, ki hoče druge ubiti, ali je pa njegovo življenje tako kruto in na tak način dela, da dejansko druge pobija, gre za vprašanje sorazmerne kazni za to, ne? In zato je v zgodovini veljala tudi pravica, da se nekoga kaznuje smrtno kaznijo. In mnoge države imajo še danes uzakonjeno smrtno kazen za največje zločince. Ne? Katoliška cerkev seveda čedalje manj podpira
tako dejanje, a ne? Ravno obratno, skuša v duhu tega, kot je Bog rekel Kainu, dal ti bom posebno znamenje, da te nihče ne bo ubil, a ne? Čeprav dejansko si je zaslužil kazen za, in to verjetno tudi smrtno bi človeško rekel, ker je ubil svojega brata. Po našem prepričanju taka kazen torej zlepa ni mogoče, bom takole povedal. Kot piše v katekizmu, danes so primeri popolne nujnosti odstraniti krivca postali zelo redki, če ne sploh povsem neobstoječi. Država ima namreč na voljo možnosti učinkovito zatreti hudodelstvo s tem, da onemogoči storilca, ne da bi mu dokončno odzela možnost odrešiti se. Ne? Se pravi, obstaja cel kup možnosti, ko jih včasih ni bilo. Tlele se nav pa nalaž slike, se bomo še malo dotaknili tega iz časov vojne za Slovenijo, ne? Tako da boste začutili. Si napaden, padajo, umirajo, torej so ubiti tvoji sodržavljani, sonarodnjaki, ali se imaš ti pravico braniti ali ne. In seveda, če se braniš, ker oni to počno, ali ima torej država pravico odrediti svojim državljanom, da se borijo zoper napadalce tudi na tak način, če ni drugače možno, da napadalce ubijejo, ne? Ali je to redna pot, ali je pa samo izhod v sili. Zelo veliko vprašanj se odpira od zadaj. Morda še malo predno bomo šli na to, kaj je to prostovoljni uboj. 5. Božja zapoved prepoveduje kot nekaj zelo grešnega neposreden in nameren uboj. Morilec in tisti, ki prostovoljno sodelujejo pri uboju, stori greh, ki vpije v nebo po maščevanju. Po domače, ne samo tisti, ki krade, ampak tudi tisti, ki žakelj drži. Je ravno toliko kriv. Torej tisti, ki ubija, kot tisti, ki vse naredi, da se to lahko zgodi. Prostovoljno. Recimo, usmrtiti otroka, brata, očeta in mater ali sozakonca so posebno hudi zločini zato, ker trgajo še naravne vezi. Premisleki evgenizma ali javne higiene ne morejo upravičiti nobenega uboja, tudi če bi ga ukazala javna oblast. Mi v glavnem poznamo iz zgodovine pa nacizem, da je zagovarjal evgeniko, ne? Selekcijo, hočemo izbrati najboljše ljudijarice, ne? In vse tisti, ki niso taki ali kot smo mi opredelili, nimajo pravice do obstoja. Ne? Najprej so se lotili duševno prizadetih, so ustanovili prav poseben urad, ne? Te 4, ne? Ki se imenuje po Tiergartenstraße, po ulici, ki gre v živalski vrt, številka 4, in so začeli, to se pravi, umsko prizadete, to, kar danes se tako trudimo, da bi ohranili. Ne? Danes bi, če bi oni še živeli, bi marsikakšnega takega otroka, ki mu danes dajemo upanje in koražo od avtistov, to je vse šlo takrat. Ne? Ampak to zgodbo so prej začeli že Američani pa Angleži, da ne ste mislili, da so nacisti so se samo izpilili, pa potem še njihovi ideološki bratje v nekih drugih ideologijah tam malo bolj na vzhodu. 5. zapoved pove, da ne smemo storiti ničesar z namenom, da bi posredno izvali smrt kake osebe. Naravna postava zabranjuje, da bi koga brez velikega razloga izpostavili smrtni nevarnosti, prav tako, da bi odklonili pomoč osebi, ki je v nevarnosti. Da ste povedali, kaj to pomeni. Recimo sam primer hladomora, ne? V Ukrajini za časa Stalina. On je načrtno poskrbel za to, da je določeno število, in to so bile milijoni, Ukrajincev umrlo od lakote. V žitnici Evrope so umirali od lakote. In ni samo on kriv po cerkvenem prepričanju, tudi tisti, ki so to izpeljali. Torej, če človeška družba sprejme uničujočo lakoto in se ne trudi, da bi temu odpomogla, je to sramota krivca in velik greh. Recimo naprej, trgovci, ki za
deruštvom in prekupčevanjem povzročajo lakoto in smrt svojih človeških bratov, posredno zagrešijo umor. Treba ga je prisojati njim. Neprostovoljen uboj se naravno ne prisoja, vendar pa ni upravičen velike krivde, če kdo brez sorazmernih razlogov dela tako, da ima to za posledico smrt, tudi če ni bilo namerno. Recimo, malo se bomo zdaj splava dotaknili enega od oblik. Človeško življenje je treba spoštovati po našem krščanskem prepričanju in ščititi brezpogojno od trenutka spočetja dalje in seveda tudi do naravne smrti. Vse, od spočetja do naravne smrti. Zaradi tega, ker je človek. Že od prvega trenutka njegovega bivanja naprej smo človeškemu bitju dolžni priznavati pravico osebe, med katerimi je nedotakljiva pravica vsakega nedolžnega bitja do življenja. Seveda za nas, kristjane in tudi za Jude, če hočete, se že v stari zavezi to čutenje, kako je človek že od vsega začetka, od spočetja naprej človek, popolnoma zdi samoumevno. Takole pravi Jeremija. Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil. Ali pa Psalm 139, ta znameniti. Moje telo ni bilo skrito pred tabo, ko sem bil tkan na skrivnem, kakor v globočinah zemlje. Prva že apostolska oziroma poapostolska cerkev, takrat obstajajo neki krščanskih spisov, recimo eden od njih je Didahe, to se pravi nauk 12 apostolov, pa jasno pravi takole, že konkretizira. Ne ubijaj zarodka s splavom in ne pobijaj novorojenca. Malo da ne v Kristusovem času. Torej od 1. stoletja dalje je cerkev trdila, da je vsak izvani splav naravno zlo. To učenje se ni spremenilo, ostaja nespremenljivo. Direktni splav, se pravi hoten kot cilj ali kot sredstvo, je globokem nasprotju z naravno postavo. Formalno sodelovanje pri splavu je velik greh. Cerkev nalaga zato hudodelstvo zoper človeško življenje kanonično kazen izobčenja. Kdor učinkovito oskrbi odpravo plodu, človeškega zarodka torej, ga zadene vnaprej izrečeno izobčenje. Tu po domače bom povedal, tako dovolj razumljivo. Če kdo naredi splav ali pa poskrbi, da se splav izvede, je izobčen s tistim dejanjem samim na sebi. V tistem trenutku pomeni, da je sam sebe izobčil iz cerkve. Ni več obhajila, ni več nič. Samo na sebi bi morali to vsi kristjani vedeti, če je to načrtno, razumete? Ne govorimo torej o spontanem splavu, pa to, kar ženske pa mnogi očetje poznate. Govorimo o načrtnem, a ne? Neodtujljiva pravica vsakega nedolžnega človeškega posameznika do življenja je namreč sestavina ali pa sestavna prvinač civilne družbe in njene zakonodaje. Neodtujljive pravice osebe bosta morala civilna družba in politična oblast priznavati in spoštovati. In narediti vse, seveda, da bo človeško življenje spoštovano in moglo dostojno živeti od spočetja do smrti. V trenutku, ko kakšna pozitivna postava oropa to ali ono kategorijo človeških bitij zaščite, katerim in civilna zakonodaja mora nuditi, zanika država enakost pred postavo, pred ustavo ali pa postavo, če hočete. Ali ima torej nekdo, ki lahko kriči ali pa upa kričati, pravico, nekdo, ki pa ne more, še ne zna, pa je tih bolj po naravi, pa nima pravice. Ali pa nekdo, ki je zaradi okoliščin bolan, nima pravice, nekdo zdrav pa ima pravico kričati in zahtevati zase. Tako da je kar
kar celoten sklop, ki je zelo pomemben. Ne? Potem, morda še kratek stavek, pa bom kar navedel, tako, ker vem, da so to vprašanja, s katerimi se mnoge mamice ste se srečevali, ste se pogovarjali, pa tudi očetje in ste razmišljali. Nemoralno je proizvajati človeške embrije namenjene za to, da bi jih izrabljali kot razpoložljiv biološki material. To tehnika more delati, na Zahodu naj bi se temu odpovedali, v nekaterih vzhodnih državah pa to še delajo. Nekateri poskusi poseganja v kromozomsko in genetsko posest niso terapevtični, ampak merijo na proizvodnjo človeških bitij, ki so izbrana glede na spol ali druge vnaprej določene lastnosti. Te manipulacije so v nasprotju z osebnim dostojanstvom človeškega bitja, njegove integritete in enkratne neponovljive identitete. Kakor vse medicinske posege na pacientu, je tudi posege na človeškem zarodku treba imeti zadovoljeno pod pogojem, da spoštujejo življenje in neokrnjenost integriteto embrija in ne prinašajo seboj zanj nesorazmernih tveganj, temveč imajo za cilj njegovo zdravljenje ter izboljšanje njegovega zdravstvenega stanja ali njegovega individualnega preživetja. Torej, govorimo o predporodni diagnostiki. Je naravno sicer dopustna, če spoštuje življenje in neokrnjenost človeškega embrija in fetusa in če je naravnana na individualno zaščito in zdravljenje. Toda zelo je v nasprotju z naravno postavo, če glede na rezultate predvideva možnost, da izzove splav. Taka diagnostika, ki pokaže obstoj kake hibe ali redne bolezni, ne sme biti enakovredna obsodbi na smrt. Ne? Točno slišimo, kaj je v ozadju. Ker danes lahko ugotovijo marsikaj, ampak se velikokrat tudi zmotijo. Ne? In mnogi imajo potem to opravičilo za splav celo v precej visoki obdobju. Evtanazija. Tisti, katerih življenje je prikrajšano ali slabelo, terjajo po našem krščanskem prepričanju posebno pozornost. Posebno pozornost. Tako za otroke, ne, če govorimo, ko so nemočni še, ko jih mamica in ati pričakujejo, ko so otroci majhni, ko živijo, torej, ko jih vidimo, prav tako, takrat vsi čutimo, da tako je prav, ampak tudi nekdo, ki je ostarel, bolan in onemogel. Dolžni smo podpirati bolne in prizadete osebe, da bodo mogle živeti kolikor mogoče normalno življenje. Spomnite se tudi Jezusovih besed. Lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, bolan sem bil in ste prišli k meni. In še druge našteva. Naj bodo nagibi in sredstva kakršnikoli, direktna evtanazija obstaja v tem, da napravi konec življenja prizadetih, bolnih ali umirajočih oseb. Moralno je to za nas nesprejemljivo. Nesprejemljivo. Dejanje ali opustitev, ki samo po sebi ali v nameri povzroči smrt, da bi zatrlo bolečino, je torej umor. Ne uboj, umor. To je ena štenga višji, če že govorimo, če že klasificiramo ali pa stopnjujemo različne oblike tega, ko nekoga ubijemo. Eno uboj, eno umor. Saj tudi veste, da v zgodovini so recimo kaznovali v Jezusovem času, če rečemo, sužnje so križali. To je bila najbolj ponižujoča oblika kazni. To je pripadalo sužnjem, pa tistim, ki so jih tako obsodili kot Jezusa. Recimo, rimski državljan si je pa zaslužil boljšo smrt, njih so pa obglavili, hitreje namreč je tudi. Zato govorimo, vedno so, ali pa potem do časov, ko so zlasti v francoski revoluciji, so imeli še vedno, čeprav takrat so pogruntali
zelo hitro in učinkovito za tiste čase pošiljanje v smrt tistih, ki so jih oni mislili, da zaslužijo smrt. Ne? So pogruntali giljotino, po Giljotu se imenuje, po inovatorju tega. Ne? Ampak najhujše, po njihovi oceni, so pa še vedno usmrtili z obešanjem, tudi takrat. Ker to je bila pa potem najbolj ponižujoča oblika kazni. Ne? In podobno je bilo še tudi v času druge svetovne vojne, pa še naprej. Ne? Ni bilo takrat zaključeno. Dejanje ali opustitev, ki samo po sebi ali v nameri povzroči smrt, da bi, a to smo že rekli, se opravičujem, prenehanje z dragimi, nevarnimi, izrednimi ali s pričakovanimi rezultati, nesorazmernimi medicinskimi postopki, pa more biti zakonito. To je odklonitev terapevtske zagrizenosti, tako prevajajo. S tem odgovorni človek noče zadati smrti, pač pa se sprejme dejstvo, da je ne moremo preprečiti. A ne? To je nekaj drugega. Odločitve mora napraviti pacient, če je za to pristojen in zmožen, če pa ne, tedaj tisti, ki imajo za to pravico po zakonu, vedno spoštujoč pacientovo razumno voljo in njegove zakonite koristi. Poznam enega človeka, zdaj že 3, 4, 5, 6 let pokojni, ko je on dobil diagnozo za neozdravljivega raka. On se je odločil, da ne bo šel na zdravljenje za raka, za nobeno, in da ne bo jemal nobenih pomirjeval. Naslednji dan, ko je izvedel, je pa šel v hospic v Ljubljano, to je pa šel, in je rekel, sem prišel se pogovoriti za enega, da če bi ga vzeli. Ja, koga pa imate? Je rekel, sebe, ampak ne še zdaj, ko bo čas? Ko bo čas? In približno 9 mesecev po tistem so ga sorodniki pripeljali tako, kot je želel, v hospic, in je tam še vedno odklanjal vsako protibolečinsko terapijo, ker je hotel zavestno tako umreti kot človek. Ne? Razumete razliko? Ne? Povedal sem en tak, bom rekel, nek junaški ali pa herojski primer, resničen, ki ga poznam od tega, ne? Čeprav tudi, ko bom zdaj še povedal, ne? Tudi blaženje bolečin je, se razume, čisto krščansko dopustno, ni v nasprotju. Tudi če menimo, da je smrt čisto blizu, ni mogoče zakoniti prekiniti nege, ki jo vedno dolgujemo bolniku. Uporaba analgetikov za olajšanje bolečin umirajočega more tudi z nevarnostjo skrajšanja njegovih dni biti naravno skladna s človeškim dostojanstvom. Če smrt ni hotena, niti kot cilj, niti kot sredstvo, marveč samo predvidena in tolerirana kot neizogibna. Mislim, da smo vsi razumeli, ker je dovolj jasno povedano. Lajšanje bolečin sestavlja privilegirano, prednostno obliko nesebične ljubezni. Zato jo moramo podpirati. Zdaj pa seveda še samomor, ne? Samomor je tudi smrt. Veste, da pri nas je bilo govora, ko je bil referendum, ne? Smo govorili o evtanaziji in pomoč pri samomoru. Ne? To je tudi, zdaj, a tisti, ki mu pomagamo, je res na koncu sam umrl. Zdaj, koliko se široko polje debate odpira. Vsakdo je odgovoren za svoje življenje pred Bogom, ki mu ga je dal. On ostaja njegov najvišji gospodar. Sprejemati smo ga dolžni s hvaležnostjo ter ga ohranjati njemu v čast in za zveličanje naših duš. Smo oskrbniki in ne lastniki življenja, ki nam ga je Bog zaupal. Ne razpolagamo z življenjem. Mi smo skrbniki, a ne? Samomor nasprotuje naravnemu nagnjenju človeškega bitja, da svoje življenje ohranja in ga vzdržuje. Samomor je v hudem nasprotju s pravično ljubeznijo do sebe. A vidite, kako Cerkev velikokrat poudarja, tudi danes smo slišali, ljubezen do sebe. Se ne moreš ljubiti ne Boga, ne bližnjega, če tudi sebe ne moreš. Ljubiš. Ne moreš sovražiti sebe, pa ljubiti druge. Ne moreš. Ne Boga, ne bližnjega. Moraš vedno tudi ljubiti sebe.
in se sprejemati in se imeti rad. Takega kot si v upanju, da lahko postane s Božjo pomočjo boljši, a ne, to pa ja. Ampak če tega ne narediš, je vse, kar govoriš do drugih in do Boga, popolna zlaganost. In seveda, a ne, obratno, Jezus je to združil v dve zapovedi. Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, vso dušo, vso močjo, z vsem razumom in svojega bližnjega kakor samega sebe, ne? Kakor sebe. Če sovražiš sebe in se nimaš rad, vam povem, da sovražiš tudi bližnje. Taka je narava našega življenja. Prav tako žali ljubezen, samomor namreč do bližnjega, ker krivično pretrga vezi solidarnosti z družinsko, narodno in človeško družbo, glede katerih ohranjamo obveznosti. Samomor nasprotuje torej tudi ljubezni do bližnjega in do Boga. Če je bil samomor izvršen z namenom, da bi bil zgled, včasih to se spomnite, tam v obdobju 60 let so se v vzhodni Evropi se jih je nekaj mladih študentov, ki so protestirali proti komunizmu, se je zažgalo, ne, v znamenje protesta, da bi dalo zgled drugim mladim, ne, da se je treba boriti. Če bi bil torej samomor izvršen z namenom, da bi bil zgled predvsem za mlade ljudi, si privzame še težo pohujšanja. Prostovoljno sodelovanje pri samomoru nasprotuje naravnemu zakonu. Hude psihične motnje, zaskrbljenost ali velik strah pred preizkušnjo, trpljenjem ali mučenjem pa seveda morejo in zmanjšajo samomorilčevo odgovornost, a ne, to je jasno. Nad večnim zveličanjem oseb, ki so si vzeli življenje, pa ne smemo obupati. Bog jim more po poteh, ki jih samo on pozna, dati priložnost za zveličavno kesanje. Zato cerkev moli za tiste, ki so si vzeli življenje. Ne? Ker mi včasih mislimo, zdaj pa že konec, v resnici pa ni. Ne? Ker vemo, da so določene duhovne stvari dogajajo izven časa in prostora ali pa v milijoninkah sekunde. Ne? Ko smo se še na fakulteti učili, so nam razlagali, a ne, kako je, če bi nekdo skočil z Dravskega mosta, torej odločen, da bo naredil samomor, se lahko vmes dejansko pokesa. Ne? Veste, ko včasih določene stvari potegnejo, a ne, in vmes se že premisliš, ampak te že potegne. To je tisto, veste, ko govorimo, kak so posledice naših grehov, a ne. Tudi ko se premislimo, ko jih spoznamo, včasih so zelo krute in to smo tudi zdaj slišali pač na malo bolj urejen, izbran način za nas, za naše bližnje in seveda žaljive do Boga. Še nekaj stvari se moramo v zvezi s to zapovedjo dotakniti. Ja, pa dajmo kar tole. Še naprej. Se pravi, spoštovanje duše drugih ali pohujšanje. Malo smo se ga že dotaknili, ne? Se pravi, pohujšanje je ravnanje ali vedenje, ki druge napeljuje, naj delajo slabo. Tisti, ki pohujšuje, naredi sebe skušnjavca svojega bližnjega. Škoduje kreposti in poštenosti, potegniti more brata v duhovno smrt. Duhovno smrt. Pohujšanje sestavlja veliko krivdo, če z dejanjem ali opustitvijo drugega premišljeno zapelje v veliko pregreho. Pohujšanje dobi posebno težo zaradi avtoritete tistih, ki ga povzročijo, nadaljujemo, ali slabosti tistih, ki mu podležejo. Navdihnilo je našemu Gospodu naslednjo sodbo. Kdor pohujša enega od teh malih, ki vame verujejo, bi bilo zanj bolje, da mu obesijo mlinski kamen na vrat in se potopi v globino morja. Pohujšanje je veliko, kadar ga delajo tisti, ki so po naravi ali službi dolžni učiti ali vzgajati druge. Jezus to očita pismovkom in farizejem, primerja jih z volkovi v ovčjih oblačilih. Pohujšanje pa torej lahko izzovejo zakon, institucije, moda, nazori in ljudje, ki so v njih.
Recimo, pohujšamo, kdo sprejema zakone, ki omogočajo, razumete? In s tem pohujša. Pohujšanje povzročajo ministri, pohujšanje lahko povzroči škof, pohujšanje povzroči župnik, lahko gre na zunaj za isto dejanje, kot bi ga lahko naredil nekdo, ki ni župnik, NX. Ampak ker sem jaz župnik, je pohujšanje večje. Ali pa oče, ali pa mati. Recimo, ne bomo zgledali po časovnici, ne bomo prišli danes na naslednjo zapoved, ampak recimo zlorabe otrok mladoletnih, spolne zlorabe. Največ jih je v družinah, pa med svojimi najbližjimi. In vsako je pa kruto, in če oče naredi, je kruto, če stric naredi, je hudo, če župnik naredi, je hujše, razumete? Če to dela učitelj, če dela zdravnik, če dela filmski igralec slavni, spoznate te ameriške zgodbe, ki ima še denarja kot solate, in je vnoter vključil v ta stroj malo morje ljudi, da so to počeli. Razumemo, kako je to hudo. Tako postanejo krivi pohujšanja tisti, ki postavljajo zakone ali takšne družbene strukture, ki vodijo k propadanju naravi in kvarjanju religioznega življenja ali s takim družbenim razmeram, ki prostovoljno ali neprostovoljno otežujejo in praktično onemogočajo krščansko ravnanje, ki se sklada z zapovedmi. Isto velja za vodje podjetij, če delajo uredbe, ki spodbujajo k goljufiji, za učitelje, ki svoje otroke dražijo k jezi, ali za tiste, ki manipulirajo z javnim mnenjem in ga odvračajo od naravnih vrednot. Zdaj, kot so tisti ustvarjalci javnega mnenja, so tle noter, pa prirejenih anket in tako dalje. Kdor pooblastila, s katerimi razpolaga, uporablja v okoliščinah, ki imajo za posledico vršitev zla, postaja kriv za pohujšanje in odgovoren za zlo, ki ga je posredno ali neposredno podpiral. Ni mogoče, da bi pohujšanje ne prišlo, pravi Jezus, to da gorje tistemu, po katerem pride. Spoštovanje zdravja, življenje in fizično zdravje sta zelo dragoceni. Skrb za zdravje je seveda zelo pomembno in da imamo vse za zdravje, hrano, obleko, prebivališče, osnovno izobrazbo, zaposlitev, socialno podporo. Če naravnost poziva k spoštovanju telesnega življenja, pa iz njega ne napravlja absolutne vrednote. Upira se novopoganskemu pojmovanju, ki teži po tem, da bi uvedlo kult telesa. Mu vse žrtvovalo, malikovalo fizično popolnost in športni uspeh. Selektivnim izborom med močnimi in slabotnimi more takšno pojmovanje privesti do sprevrženosti človeških odnosov. In kult telesa je danes na pohodu. Nasedate mu ženske, ki hočete biti take, kot so pred desetletji ugotovili, da je najboljše, da bo industrija čez spulila vse ta sredstva, za ličenje, za hujšanje in tako dalje, stereotip, ki so ga vcepili, in moškim, ki to sprejemamo, in obratno. Mimogrede, se to večkrat povem, v baroku. V baroku je bil pa čist ideal lepote, če rečem, tudi človeškega telesa, pa ni bila tanka oblika, ko danes mnoge dekleta hoče biti take in potem ali so na meji ali pa zaide v anoreksijo, slišite odgovornost teh, ki to so zadaj. Je bila pa okrogla oblika, popolna oblika, forma rotunda, forma perfekta. Zato so vsi na vseh baročnih oltarjih so vsi angelčki takile, razumete, taki, ima pa rdeče lice, pa Marija je tudi taka, na gori poglejte, na Malenskem vrhu, kip Marije, Marija je tako simpatična, tako okroglo-lična ženska in z rdečimi lički, ampak to je bilo tudi praktično, veste, zato ker so takrat bili prepričani, da take malo bolj take baročne ženske, da bom uporabil isti izraz, lažje rojevajo, kot pa suhe kotrljce, tako,
To je bil zelo pomemben razlog. Skratka, bodimo pozorni pri kultu telesa, ne, in ko človek hodi po Ljubljani, pa tudi včasih po Polanah, ima občutek, da kar nekaj ljudi temu kultu naseda. Krepost zmernosti nas razpoloži za to, da se izogibamo vsem pretiravanjem, zlorabi jedi, alkohola, tobaka in zdravil. Ne? Smo razumeli, ponovim. Krepost zmernosti nas razpoloži, da se izogibamo vsem pretiravanjem pri jedi, hrani, pijači, alkoholu, tobaka in zdravil. Danes je čedalje več odvisnikov od tablet, a ne, in drog in tako dalje. Uporaba drog ima zelo uničujoče učinke za zdravje in človekovo življenje. Zunaj strogo zdravstvenih indikacij je uporaba tega velik greh. Tajna proizvodnja in trgovanje z drogami sta sramotno početje. Takšna proizvodnja in trgovina sta, zato ker k temu spodbujata neposredno sodelovanje pri ravnanju, ki je v velikem nasprotju z naravno postavo. A ne, kar z oboje. Italijanski mafijci so znani po tem, kako so proizvajajo in predvsem zadnje čase pa razprodajajo drogo, ne samo po Italiji, ampak po celi Evropi, zahodni, pa je tudi pri nas, tako sem slišal. A ne? In oni so za to, da bi bili obvarovani pri tem početju, a ne? In oblasti, ki so imeli v lokalnem okolju, bili največji, kadar so bile pa procesije z Marijinim kipom ali pa lokalnim patronom, oni so šli ta prvi, a ne? In najbolj pobožno objemali tiste kipe in seveda mnogi duhovniki, se veste, so se uprli temu, tudi papež in škofje in tudi nekatere duhovnike so zaradi tega tudi umorili, a ne? Za nekatere poteka celo proces za razglasitve za svetnika, ne za mučence. Mogoče sem še par stvari, ker vidim, da bomo še peto zapoved komaj stisnili. Znanstveni poizkusi, medicinski ali psihološki, na osebah ali skupinah ljudi morajo prispevati k ozdravljanju bolnih ali k napredku javnega zdravja. Osnovno znanstveno raziskovanje, kakor tudi uporabno raziskovanje, sta značilen izraz človeškega gospodstva nad svetom. Varljivo pa je zahtevati nekaj drugega. Ne? Raziskave ali poskusi na človeškem bitju ne morejo legitimizirati dejanj, ki sama na sebi nasprotujejo dostojanstvu osebe in naravni postavi. Morebitna privolitev subjektov, torej ljudi, ne upraviči takih dejanj. Eksperimentacija na človeškem bitju ni naravno zakonita. Če človekovo življenje ali fizično-psihično integriteto subjekta spravljata v nevarnosti, ki so nesorazmerne ali izogibljive. Eksperimentiranje na človeških bitjih ni skladno z dostojanstvom osebe, če se vrh tega dogaja brez razsvetljene privolitve subjekta, to se pravi človeka, ali tistih, ki imajo pravico glede njega. Presajanje organov se sklada z naravnim zakonom, če so fizične in psihične nevarnosti in tveganje, ki se jim izpostavi darovalec, so razmerne z iskanimi dobri pri prijemniku. Darovanje organov po smrti je plemenito in zasluženo dejanje, ter ga je treba podpirati kot izraz velikodušne solidarnosti. Ni pa naravno sprejemljivo, če darovalec ali njegovi upravičenci niso dali svojega izrecnega soglasja, privoljenja. To je krščansko, je taka drža in moramo stati za tem. Seveda še nekaj vidikov je, ki je zelo pomembnih, samo naštevil bom. Problem ugrabitev in jemanja talcev. Še vedno smo znotraj pete zapovedi. Neposredno hotene amputacije udov, pohabljanja, sterilizacija talcev, jetnikov. To se je dogajalo in se je dogajalo nedavno tega na Bližnjem vzhodu, pa še kje druge. Poglejte tudi, kaj delajo z dekleti, ki jih ugrabljajo po Nigeriji, samo da eno državo omenim. Ne? Ali pa s kristjani zdaj v zadnjem tednu v Siriji. Predvsem pa še s kristjankami za povrh. Ne?
V preteklih časih so zakonite vlade za vzdrževanje zakonitosti in reda, tle pa bom dobesedno prebral, zato ker tudi cerkev in vodstvo cerkve ni opravilo najboljše vloge in cerkev to prizna. V preteklih časih so zakonite vlade za vzdrževanje zakonitosti in reda nasplošno uporabljale krute postopke, pogosto brez protestiranja pastirjev cerkve, ki so na svojih sodiščih sami sprejeli predpise rimskega prava o mučenju. Ne? Cerkev je samo rimsko pravo sprejela, njega pa prepucala, ne? In je v določenem segmentu tudi mučenje kar podpirala v nekaterih krajih. Ob strani tega obžalovanj vrednih dejstev je cerkev vedno učila dolžnost, blagosti in usmiljenja. Kleru je prepovedala prelivanje krvi. V novejših časih pa je postalo razvidno, da ti kruti postopki niso niti potrebni za javni red, niti skladni z zakonitimi pravicami človeške osebe. Spoštovanje umrlih, spet, ne? Še vedno 5. zapoved. In umirajočim bomo namenjali pozornost in skrb ter jim pomagali, da bi zadnje trenutke preživljali v dostojanstvu in miru. Tle imamo to, kar se tudi v naši župniji pogovarjamo, paliativno skrbo pa drugi. S telesi umrlih je treba ravnati spoštljivo in ljubeznivo v veri in upanju na vstajenje. Pokopavanje mrtvih je eno telesnih del usmiljenja. To delo dokazuje čast Božjim otrokom, ker naše telo je po našem prepričanju tempelj in svetišče Svetega Duha. Obdukcija trupel more biti naravno dopustna zaradi zakonite preiskave ali znanstvenega raziskovanja. Prostovoljno darovanje organov po smrti je zakonito in more biti zaslužno. Ne? Cerkev dopušča, zdaj pa poslušajte, v Poljanah smo lani imeli samo 2 pogreba od 21 s telesom. Cerkev dopušča upepeljevanje, če le to ne razodeva postavljanja vere v vstajenje telesa pod vprašaj. Ker veste, kdaj so začeli upepeljevati v naši zahodni civilizaciji pa kje? Telesa. V Franciji. Iz nasprotja katoliški veri. V začetku 20. stoletja množično. In mi smo to kupili. Ne? Tako da, če se meni kaj zgodi in ne boste našli oporoke, kar piše v oporoki, želim, da me pokopljete v telesu. Če boste oporoko našli, piše tudi kje, če pa ne, pa me lahko tudi v Poljanah. Sam povem. Še nekaj moram povedati, kar je gospod Marko že za začetku omenil, sovraštva in jeza. Ne ubijaj namreč zahteva mir srca in razglaša nemoralnost ubijavske jeze in sovraštva. Ne? Jeza, če ne začnemo obvladovati, ker jeza ni problem drugih, to je drugim, ni te razjezil drugo, ti si se razjezil. Tvoj problem je jeza. Razumete, tako kot včasih pri spovedi, malo za šalo povem, pa je res, ko pride kakšna gospa, ona mi našteje vse grehe svojega moža. Ampak to, pa rečem, no gospa, zdaj pa dejva, zdaj pa svoje grehe. Ja, jaz pa nimam kaj dosti, nimam samo malo. Ampak v bistvu je povedala vse, ker to, da je povedala moževe grehe, so v bistvu njeni grehi. To je samo projekcija taka. In je treba kar malo pošteno gledati na se. Nedovoljeno je težiti po maščevanju v škoda tistega, ki naj bo kaznovan. In jeza velikokrat vede v sovraštvo, v maščevalnost. Tudi nedavno smo imeli lani tam dol v eni vasi v sosednji Fari, se spomnite. Jeza, huda jeza, sovraštvo zaradi mejnika ali pa 2. Razumete? Vsak, kdor se jezi na svojega brata, pravi Jezus, zasluži, da pride pred sodišče. Prostovoljno sovraštvo nasprotuje ljubezni. Sovraštvo do bližnjega je greh, kadar mu človek premišljeno hoče zlo. Sovraštvo do bližnjega je velik greh, kadar mu premišljeno želimo hudo krivico. Jaz pa vam pravim, pravi Jezus, ljubite svoje sovražnike.
dobro delajte tistim, ki vas preganjajo, da boste otroci svojega očeta, ki je v nebesih. Pole pa še en stavek, en del se moramo pa še lotiti pred koncem, predno bomo zaključili. V vojni se ubija, ne? Ubija se pa tudi velikokrat že predno je vojna, ne? In seveda po sodobnem pravu se to vsi izogibajo izrazu vojna, ne? Raje uporabijo vojaško intervencijo, ne? Pa mirovno operacijo, pa humanitarno operacijo, ne? In iščejo potem še kritje raznih skupin držav, organizacij, varnostnih ali pa Združenih narodov, ampak lepo ne bodo rekli, da gre v vojno, ne? Ampak vse to je dejansko vojna in gre za ubijanje ljudi in mučenje in vojakov in civilnega prebivalstva. Čeprav mednarodno vojno in humanitarno pravo in ženevske konvencije izrecno opredeljujejo na podlagi prve svetovne vojne izkušenj množičnega pobijanja vojakov in tudi delno že civilistov in potem drugega, da se ne sme ubijati in če že, a ne, potem da obstaja neka minimalna pravila tega, ne. Absolutno pa nikoli ubijati civilnega prebivalstva, žensk, otrok, ranjencev, ujetnikov. Ko si ujetnik, nisi več vojak, ne? Si brez orožja. Povemo, da se je delalo, ne, pri nas, na naših tleh, slovenskih tleh, tudi okoli Poljan, in da se žal dela tudi še naprej. Vsakdo izmed državljanov in vladajočih je dolžan delati za to, da bi se izognil vojnam. Vemo pa, in to že pravi drugi Vatikanski koncil, pa vemo, dokler bo svet in bodo ljudje, bo vedno obstajala nevarnost vojne. In zato je seveda široko vprašanje, ki je tudi v tej zapovedi, oboroževanja ali neoboroževanja. A razumete? Ali orožarske industrije ali ne. Ker vemo, da v času hladne vojne, kako se je mir vzdrževal med NATO-om in Varšavskim paktom? Z orožjem. In to z najhujšim, z atomskim, ker so vedeli, da če bo eden, bo drugi, bo konc, ne? Je bilo orožje, ne, dejansko tisto. Vemo pa, kaj se lahko povzroči, vemo, kakšno je, vsaj približno biološka, bo vse ta orožja, kakšne nevarnosti. Vse to je znotraj tega. No, ampak zdaj, strogo je treba upoštevati natančne pogoje zakonite obrambe z vojaško silo. Teža take odločitve je treba strogim pogojem, se podreja strogim pogojem naravne legitimnosti, se pravi mandata in tako dalje. Hkrati pa je potrebno prvič, da bi bila škoda, ki bi jo napadalec prizadejal narodu ali skupnosti narodov trajna, velika in nedvoumno. Takrat je treba nazaj. Razumete? Se pravi, če bi napadalec kazal in bi vse kazalo, da gre za trajno škodo skupnosti naroda, da na veliko in nedvoumno. Drugič, da so se vsa druga sredstva, da bi temu napravili konec, izkazala za neizvedljiva in neučinkovita. Ne? Se pravi, ko ni več drugega sredstva, ne? Ko nimaš ne pred Bogom, pred narodom, pred vsemi več kot druge možnosti, kot da za obrambo svoje družine, svojega doma, domovine in države narediš ta korak. Da se združi več resnih pogojev za uspeha. Ne? Se pravi, če imamo upanje in zagotovilo, da bomo zmagali, a ne? Razumete? Drugače bomo povzročili svojim dejanjem še več žrtev, ne? Slišite posamezne dogodke pri nas iz druge svetovne vojne, ne? Ko je bilo z določenimi dejanji povzročeno toliko žrtev, dejansko nepotrebnih, ker ni kazalo, da bo, a ne? In zadnjič ali pa naslednjič, da uporaba orožja ne bo imela za posledico hujšega zla in hujših naredov, kakor pa je zlo, ki naj bo odvrnjeno. Moč modernih sredstev razdejanja ima zelo veliko težo pri ocenjevanju tega pogoja. Ne? Razumete? Če, bom rekel namer,
primera, ne, si ne želim, da bi se uresničil, da ima neka teroristična skupina kakšno močno biološko ali pa atomsko orožje, ne? In oni sem delajo teroristične napade. In zdaj kako odreagirati, ne? Če so vsi podatki jasni, da oni to imajo. Kaj narediti? Kako težka vprašanja, moralna, humanitarna, vojaška se odpirajo. Ocenjevanje teh pogojev naravne legitimnosti je stvar razumne, prudencialne presoje tistih, katerih naloga je skrbeti za skupni blagor. Ne? Se pravi, ne more vsak Janez iz katerega koli konca Slovenije odločati, ampak to je primarna naloga legitimne oblasti in voditeljev. Ne? Drugače vemo, kaj se dogaja. Ne? Tisti, ki se posvečajo službi domovine, to sem pa jaz vedno rad, poslušajte. Tisti, ki se posvečajo službi domovini v vojaškem življenju, so služabniki varnosti in svobode ljudstev. Če pravilno izvršuje svojo nalogo, resnično prispevajo k skupnemu blagru naroda in ohranjevanju miru. Vedno je pa treba paziti, da če že pride do vojne, da ostane med oboroženimi spopadi trajno veljavna naravna postava. Se pravi, da se spoštuje človeško življenje in seveda območje bivanja za ljudi. Ne? Območje bivanja. Ker če človeku uničiš, če ovržeš atomsko bombo, uničiš določeno področje skoraj za malo da ne trajno bivanje. Ne? Upoštevati mednarodno humanitarno pravo in tako dalje in tako dalje. In še veliko je o 5. zapovedi. A ne da? Si niste pomislili, kaj vse se da noter vključiti. Spet sem bil malo predolg, se vam zahvaljujem za pozornost. Bomo pa prihodnjič obravnavali nas ne nečistuj. Oziroma originalu ne prešištvuj, po naše pa ne nečistuj, ker je širše. Že sama beseda kaže. Hvala lepa.